Lepo pozdravljeni. Gledate TV3, najcemo ime oddaja Poberi v mestu je na sporedu in srečali smo se na Čopovi ulici v centru Ljubljane. 7 vprašanj vam bomo postavili v tem kvizu. Če na njih pravilno odgovorite, dobite 40 € nagrade. Eno vprašanje lahko zamenjate in pri enem lahko poiščete pomoč. To je vse, kar moramo vedeti. Poiskali bomo vsaj 3, ki bodo igrali z nami. Pridite z menoj. Zdravo, dober dan. Zdravo. Ne? Zdravo. Zdravo. Najcemo ime, lahko malo zmotim? Zdravo. Dobar dan. Lahko tudi vas, ja. Kako ste? Najcemo ime, pozdravljeni. Iz kje pa ste? Iz Lenarta. Ne, TV3. TV3. Ok, v redu? Gledate? Ja. Odlično. Kaj se odpravljate po opravkih iz službe? Domov, odlično. Snemamo en kviz, eno oddajico, Poberi v mestu. Je naslov oddajice, ko postavimo 7 vprašanj ljudem. Koliko časa to traja? To traja 5 minut. 5 minut traja, postavimo 7 vprašanj in če prav odgovorite, enega lahko zamenjate, eno lahko vam kdo pomaga. Če prav odgovorite, dobite 40 €. Ja. Bolj sem v gužvi. Ampak res 5 minut. 5 minut. Z gospo Vido sva se srečala na Čopovi ulici, malce smo se premaknili zaradi glasne glasbe, ne? Kako ste, kaj gospa Vida? V redu. V redu? Ja? Zaenkrat. Zaenkrat v redu. Bomo videli, kako bo. Rekli ste, da ste mama, da delate, da ne smemo omenjati vaših otrok, ker bodo jezni. Tako da ne morava preveč povedati o vas, ali kak. Tako bolj v skrivnost ovita. Pač, mama, ljubiteljica živali, knjižni mol, take stvari. Bomo kar začeli s prvim vprašanjem, ne? 7 vprašanj vam postavim, eno vprašanje lahko zamenjate in na eno vprašanje lahko pokličeva pomoč. Vprašava koga mimoidočega ali pa pokličeva... Ne, moža bom poklicala. Prav. Prvo vprašanje. V kateri državi se nahajajo mesta Linz, Innsbruck in Salzburg? Avstrija. Avstrija. Bili kdaj v Avstriji? Verjetno ja. Ja, a je kakšen slovenska ni bil? Ne vem. Prav. Drugo vprašanje. Kako v veslanju rečemo 5. članu posadke v četvercu, ki uravnava smer čavna? Krmar. Krmar. Veslali? Ne, imam pa bratranca, ki je bil za Hrvaško na olimpijskih igrah v Atlanti še dolg nazaj. Aha. In? Mislim, tisti na mirnih vodah veslali. Ja. Tako sem spoznala, da tudi če ne dobiš nobene medalje, da je hudičevo težko priti na olimpijado. Mi smo pa se kar malo že razvadili, ne, z našimi Maze, pa Prevc, pa vsemi. Pa če so za četrti, rečemo uf. Ne, jaz sem do naših športnikov zelo popustljiva. Če se zame je dovolj že, če so v državni tej ekipi, ali kako se reprezentanci, nisem za šport drugače. Super, ja, vse se strinjam, premalo cenimo njihov trud, ne. So lahko marsikdaj vzor. Midva pa sva že pri 4. vprašanju. Pri športu je pomembna tale veda in sicer me zanima, z boleznimi česa se ukvarja pulmologija. Z boleznimi pljuč. Pljuč oziroma... Dihal. Dihal. To je pravilen odgovor. Globoko pravilno dihanje je pa osnova vsakega športa. Baje. Ja, ali pa tudi joge, recimo, mislim, tako nekega dobrega počutja tudi navadnih zemljanov. Ja, baje prevečkrat vdihnemo. Bi mogli bolj počasi dihati, baje. 4. vprašanje. Koliko strun ima najpogosteje violina? Telefon. Ste kdaj igrali violino? Ne, sram me je povedati, da sem jo hotela v osnovni šoli igrati. Da imam zelo rada ta inštrument, ampak ne vem, koliko ima strun. Rekla bi 6, ampak nisem čisto prepričana. Prav. In telefon ste vzeli ker? Bo moža vprašala. Boste poklicali moža. Prav. Prav, gospa Vida se je odločila, da izkoristi pomoč. Kako je ime možu? Matjaž. Matjaž. Mož Matjaž. Zdaj bo rekel, kaj je? Ja, živ, ja ti koliko strun ima ponavadi violina? A rečeva 4?
Jaz ne vem. Rečemo 4, okej. Je mož, se strinja? Ja. Ja? Ne vem, se ne, zdaj ga ne slišam. 4, bom rekla, tako kaj je on rekel. Prav? Ja. Torej bolj mislite, da ima mož prav? Ja, zadnji odgovor. Zadnji odgovor je 4. 4 je pravilen odgovor. Zdaj ne vem, kaj bi s to pomočjo, če sploh ne štejemo kot pomoč, ali ne? Ampak ja, 4 je pravilen odgovor. Videla, kaj bo naprej. Lahko vam povem tudi, kako se imenujejo, in sicer E2, oziroma E2, A1, D1 in G. To so torej frekvence, na katere so oglašene. Prav, sva že pri 5. vprašanju. S kom je glasbenica, ste torej želeli postati, malce ne violina pa to, pa vas zanima? Ne, morala sem nujno hoditi v glasbeno šolo, ker je oče tako rekel. Ampak če sem že mogla pod mus hoditi v glasbeno šolo, sem hotela violino igrati. Kaj pa ste potem igrali? Nič, ker nisem hotela sprejeti kompromisa, da bi kaj drugega igrala. Ni bilo učitelja violine. Ni bilo učitelja violine. Žalostna usoda. Ampak poslušate pa glasbo in spremljate? Kaj, malega? Mislim, imam rada glasbo, imam problem, da si imena albumov ne zapomnim. Včasih vem celo besedilo ene pesmi, pa ne vem naslova, tako da je to problem. Tega izvajalca zagotovo poznate, dva bomo omenili in zanima me sicer, s kom je Siddharta leta 2000 posnela pesem Lunanai? Iz Lunanai, ali je bil s Kreslinom mogoče, ne vem, vem, da so nekaj s Kako pa ime? Vlado Kreslin. Vlado, mislite, da je z njim? Ja. Ja? Hej, salam. Bravo. Odgovor je pravilen. Odgovor je pravilen z Vladom Kreslinom. Še eno vprašanje vam postavim, potem se moramo odpraviti na oglase in se hitro vrniti nazaj. 6. vprašanje torej. Predzadnje vprašanje. S katero zgodovinsko osebnostjo je bil poročen Mark Antoni? S Kleopatro. Da? Kleopatro ali Kleopatro? Kleopatro. Ne vem, jaz ne vem, zato vprašam. Bova rekla Kleopatro, ker ste vi tako rekli. To je pravilen odgovor. S potem pravilnim odgovorom se odpravljamo tudi na oglase. Kmalu se vrnemo. Pozdravljeni nazaj, gledate oddajo Poberi v mesto kviz, ko 7 vprašanj postavljamo gospe Vidi. Kako ste Vida? Že kaj boljše? Zdaj je že bolj sproščeno? Zdaj vse vem, da se nisem totalno usramotila, ker sem na 6 vprašanj odgovorila pravilno. Pravilno. In še eno vprašanje. Nisem pričena, kaj bo 7. Še eno vprašanje naj loči od nagrade 40 evrov, brez da bi vam jaz veliko pomagal, to je že dober znak, ne? In še eno zamenjavo imava, ne? Tako, prav. Vprašanje pa je, katero še danes delujoče ameriško podjetje je leta 1973 predstavilo prvi mobilni telefon? Ameriško. Sem zdaj tako, Nokia je finska. Res je? Edini ameriški proizvajalec, ki ga jaz poznam, je Motorola, evo Motorola. To je zadnji odgovor. Ja. Prav, povem vam, da če bi vprašanje zamenjali, bi dobili, kateri grški otok je predstavljal središče minionske civilizacije. Ne vem, kaj. Minionske civilizacije. Kreta bi bil pravilen odgovor, ampak vaš odgovor Motorola je pravilen odgovor, tako da vam čestitam. 40 evrov je vaši. Več sreče kot pameti, Martin. Jaz bi rekel, da ne, ker ste vedeli, da je Motorola ameriško podjetje, jaz se niti mislil nisem. Ja. In odlično ste se odrezali, vseh 7 vprašanj je bilo pravilnih. Hvala moji pokojni Motoroli, ki sem jo imela, ker drugače sploh ne vedela, da Motorole obstajajo. Tako da ja, to je to. Zdaj pa naprej v dan uživate, ne? Ja, šivam, hiter. Hvala lepa. Ja, okej. Lepo se imejte. Super, nisem pogorela. Super, zdaj bi še... Ne, meni se zdaj čisto sproščeno, čestitam k sproščenemu in motivacijskemu vodenju. Tako da ni problema, ne se bat. Gre nekako. Pomislite na to, da je mogoče veliko ljudi, ki manj vejo od vas, preden se odločite za to. Skratka, preživela sem, no, toliko.
Na Čopovi ulici še vedno ena izmed najbolj pretočnih ulic v Ljubljani. Zdravo, zdravo, Nejc je moje ime s TV3. Oj, kako si? V redu, ti? V redu, hvala. Ful ne bi nekaj intervjuje dal. Res? Ne bi? Ja, res. Okej, ni panike. Ej, lep dan ti želim. Čau. To je bil prijazen fant, ste videli? Zdravo, tako lepo ste se vstavili, Nejc je moje ime s TV3. En kviz imamo, 40 € dobite, če nas 7. Faks kliče. Res? Ja. Ajdi. Zdravo. Zdravo, Nejc je moje ime s TV3. Oj, odkot? Iz faksa, iz šole? Iz faksa, ja. Iz faksa. Direktno Tako si že kosila. Super, na kosila. Tako. Se ti mudi ali imaš 5 minut? 5 minut imam, recimo. Igramo Zakaj? en kviz na TV3, poberi v mestu. Kaj študiraš? Gradbena fakulteta. To so omejitve, to bi šlo. Ja. Imamo 7 vprašanj, eno lahko zamenjaš in eno lahko dobiš pomoč, ne vem, pokličeš koga, postaviva koga in dobiš 40 € nagrade. A 40 €, kakšen bo kviz? Kviz so pa splošna, poljubna vprašanja, taka splošna razgledanost je zahtevala. In kaj, če se obrukam? Če se obrukaš, pa bomo malo izrezali ven, ker smo televizija. Ne, ampak malo tudi pomagamo pa tako. Pokličeš kakega kolega in pa lahko častiš kosilo. Na bone. Okej, dobro. Ja? Lahko, Si ja. za? Kako ti je ime? Prosti? Žiga. Žiga, Nejc. Super. Veseli. Žigom bova igrala, poiščemo primeren prostor in smo za. Žiga sem srečal tukaj na Čopovi ulici v Ljubljani. Žiga, kako si? V redu, super. Hitel si iz Prešernovega trga gor. Gor, Kam pa? tako. Proti punci, da se dobiva in greva nekaj pojesti. Zdaj bo mogla malce počakati, ampak Tako. upamo, da se bo splačala, ne? Tako, ja. Ko imaš ti kar dosti ljudi poznaš tu v centru, vidim, da Ja, si mi imajo tukaj? dočo, ja, so kakšni poznani. Jaz sem iz Ljubljane. Si iz Ljubljane. Ja. Super. Študent, Gradbeni študent. s čim se še ukvarjaš? Igram še harmoniko. Harmoniko. Tako. To je diatonično harmoniko Klavirsko, ali klavirsko? Tako je. Dobro, prav. Pripravljen? Sem. 7 vprašanj, eno lahko zamenjaš, pri enem lahko pokličeš na pomoč Okej. in to je vse, 40 €. Prav. Prvo vprašanje. V katerem mestu se nahaja dvorana Podmežakla? Podmežakla. V Jesenicah. V Jesenicah? Tako. Pripričan? 100%. 100%. Ja, recimo 100%, Kako ja. poznaš dvorano? Ker sem si enkrat ogledal hokejsko tekmo tam in sem si zapomnil. In navijaš za koga pri hokeju? Ja, to pa za, glede na to, da sem iz Ljubljane za Olimpijo. Aha, ok, sem že mislila, da za Jesenice mogoče. Drugo vprašanje. Kako se imenuje pravni akt, s katerim oseba razpolaga s svojim premoženjem v primeru smrti? Poroka. Poroka? Nimaš napisane že. Ne, še ne. Ok, super. Tudi testament se reče ali pa izjava poslednje volje o poroki sicer. Ampak super, odgovor je pravilen. Smo že pri tretjem vprašanju. Koliko stopinj znaša seštevek vseh kotov znotraj trikotnika? 180 stopinj. To je tebi lahko, ne? Ja, Vprašanje. To veliko krat računate te kote na faksu. Smo jih mogli, zdaj pa to že nekaj, kar moraš vedeti, tako alfa in omega. Tako. Razumem. Četrto vprašanje. Povedal si tudi, da igraš inštrument, to je vprašanje povezano z glasbo. Kako v glasbi rečemo intervalu v obsegu 8 diatoničnih stopenj? Oktava. Oktava? Oktava. To je lahko vprašanje tudi? Ja, to, Mi to bova hitro pri sedmem, ja? To je logično, ja. Ja, logično, prav. To je v bistvu 8 tonov, ne? Tako je. 8 celih tonov, ena oktava. Prav. Katero lastnost hrane merimo s Chauvillovo lestvico? Na pomoč. Na pomoč. Koga bova prosila za pomoč? Ja, lahko pokličem brata. Koga bova poklicala? Tomaža. Tomaža. Tako. Prav. Tomaž je sošolec iz faksa? Prijatelja. Aha, prijatelj, okej. Živijo Tomaž, jaz sem pa klele v oddaji zdaj.
v kvizu in bom zaslužil 40 evrov, če mi boš ti dobro pomagal. Me pa zanima, a mi lahko prosim pogledaš, katero lastnost hrane meri Šovilovo lestvico? Šovilova lestvica. SCOVILLOVA. SCOVILLOVA. Ampak ne sme pogooglati, naj ti pove. Kaj? A to je zihar? Pekoča hrana. Kako bi drugače rekel temu? Ja, kako bi drugače temu rekel, ne vem. Pikantna. Super, no, da smo oba pomagala. Okej. Pikantna hrana. Hvala ti, Tomaž. Dobiš 10 evrov, adija. Zakaj nisi mene poklical? Super, on je to vedel, ne? Ja, on je vedel, zato ker študira medicino in mogoče mu je zato potegnalo. Aha, vidiš, on bi to goljufanje bi bilo, če bi googlal, ne? Aha. Zdaj pa je lepo te rešil, ne? In In sicer, on je to začel za Čilije, ta gospod. Aha. Prav? Super. Sva pri 6. vprašanju. Pripravljen? Zdaj že misliš, da si zmagal, pa si ti kar malo zeha, ne? Ja. Občutek sreče pa to. Prav. V katerem ameriškem mestu se je zgodila čajanka oziroma bojkot proti čajnemu davku? Bojkot. To smo imeli predsednik. Ja, se spomniš, kaj se je tam... Boston. Prepričan, da je bil Boston? Ja. Ja, kaj se je tam zgodilo v Bostonu, če je bil Boston? Ja, bojkot. Blaga so naredili pomorski, meni se zdi. Ja. Oblekli so se v Indijance in v Bostonsko morje zmetali blago. čaj. Čaj. 342 zabojev čaja. Dobro, ne? Prav, to nam je šlo kar gladko. Geografija je bila tvoja prijateljica? Ja. Ja, prav. To vprašanje je povezano z glasbo in z geografijo, očitno imaš srečo. 7. vprašanje, zadnje vprašanje za 40 evrov, in sicer v katerem ameriškem mestu se je razvila zvrst džeza Dixieland? Torej, Dixieland nas zanima, zato je potreben več kot klasičen kvartet džezovski. Tako, ja, to... Naj te spomnim, da še vedno lahko zamenjava vprašanje. To še ti je ostalo, ne? Ta možnost. Zamenjava. Zamenjava. Tako. New Orleans je mesto. Ja, vse, kar, ne? Prav. Če vprašanje zamenjava, pa dobiva vprašanje, kako s kratico iz 4 črk označujemo mentalno bolezen, s katero povezujemo hiperaktivnost. A ja. ADHD. A je to? Misliš? Ja. Ja, nisi imel težav s hiperaktivnostjo? Ne. Bi vedel, verjetno, ne? ADHD, primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti. Žiga, to je bilo, ni bilo tako težko, ne? Recimo? Recimo. Mislim, je bilo, hvala, da mi prijatelji pomagajo, pa je ratalo. Tako, on te je rešil. Počel se vse, da. Zelo te je rešil. Super. Hvala ti za igro, Žiga. Kaj boš zdaj? Punco na kosilo in prijatelju 10 evrov. Dan časti imamo, tako. Super, mogoče lahko se ti pridružim še, Prav. Okej, super. Hvala. Najlepša hvala. Ja, meni je bilo super, jaz sem zmeri za take akcije, ki me ostajajo na ulici, sploh pa če se da kaj zaslužiti s tem. Super. A ja, pa hvala prijatelju, ki mi je pomagal, hvala Tomaž, dobiš nekaj.
Dober dan, zdravo. Nec je moje ime TV3, en kviz igramo si za akcijo. 7 vprašanj ti postavim, dobiš 40 evrov lahko. Pa ajde, pa probamo. Super, 7 vprašanj, če na pravilno odgovoriš, dobiš 40 evrov, eno lahko zamenjaš in eno lahko pokličeš na pomoč. Super, kako ti je ime? Nace. Nace, hej. Nec, pozdravljen. Z Nacetom sva za igro, sedla se bova nekam in igramo kviz. Torej, z Nacetom sva se srečala v centru Ljubljane, tukaj na Prešernovem trgu. Kako si, Nace, pozdravljen? Super sem, zelo lep dan si naredil danes. Zelo lep dan, ne? Najprej je bilo neko Nekaj dež je bil zjutraj, nek thunderstorm je bil napovedan za zjutraj. Zdaj pa sončen, sonce, ja. Zaključek dneva. Super. S čim se ukvarjaš drugače? Jaz sem glasbenik, hodim zdaj na 4. letnik konzervatorija za glasbo balet in hkrati 1. letnik akademije za glasbo v Ljubljani. To pomeni, da si sprejemne opravil, preden si zaključil, maturiral? Tako je res, ja. To se da? Da se, to lahko samo najboljši, ali kako? No, ne vem, če glih najboljši, ampak ponavadi ni to običajno, ja. Tako. Igraš? Igram klavir. Klavir. Najljubši skladatelj? To je težko, to je najtežje vprašanje. Ok, najljubša skladba? To pa še težje. Še težje vprašanje, ok. Zdaj bi vam postavil 7 lažjih vprašanj. Če na njih pravilno odgovoriš, dobiš 40 evrov. Upam, da bo res lažje. Ja, jaz mislim, da bodo, ker s temi skladatelji vem, da je kar težka. Enkrat lahko uporabiš pomoč, torej koga pokličeva, ustaviva, koga tukaj ni modočega in enkrat eno vprašanje lahko zamenjava. Prav? Ok. Prvo vprašanje, v kateri skupini prepeva Mick Jagger? Mick Jagger. Rolling Stones. Rolling Stones. Poslušaš tudi tale rock and roll? Pa v bistvu ne, ampak te osnovne stvari slišiš, kaj in poznaš. Prav, torej, kaj pa poslušaš? Samo klasiko? Večinoma samo klasiko, potem kdaj pa v kakšni družbi, če kdo zavrti še kakšno drugo muziko, poslušamo tudi to seveda. Ok, super. Torej, prvo vprašanje je šlo, sva že pri drugem vprašanju. Kdo je režiral slovenski film Kajmak in marmelada? Branko? Ja, ne vem. Branko Đurić. On tudi igral glavno vlogo v tem filmu. Prav? Odgovor je pravilen in je igral. Si gledal film? Ja, sem ga gledal. Ok, od to znanje. Prav. Tretje vprašanje. V kateri državi se nahaja pokrajina Transilvanija? Zelo znana po življenju Vlada Tepeša in njegovi legendi o Drakuli. To bom pa uporabil moj klic. Klic, prav. Koga bova poklicala? Poklicala bomo mojega zelo dobrega kolega Tima. Tima, prav? Ponavadi ve vse take stvari. Ve vse take stvari, super. Bomo videli. Dobro je imeti take prijatelje. Ja. Tudi študent? V bistvu je dijak še na akademiji. Mislim na konzervatoriju. Živijo, Tim. Veš kaj, ne boš verjel, kličem ti za ene oddaje na Prešernovem trgu sem zdaj. Veš kaj, imam eno vprašanje zate. A bi slučajno vedel, v kateri državi se nahaja pokrajina Transilvanija? Tako je znano. Ja, tam naj bi izvirala Drakule. Aha. Ti je znano. Ok, ni sigurno, ampak bomo vedeli. A je slučajno Romunija? Kaj misliš ti? On se nikoli ne moti, tako da po mojem ima prav. Po mojem ima prav. Tim, mislim, da si zadev takrat. Tokrat se te posrečili. Hvala ti. Ne, drugim mi pa ne smeš pomagati, nažalost. Hvala ti, hvala. Prav. Ej, nikoli se ne zmoti? Nikoli. Nikoli se ne zmoti. Prav. Sam takrat, ko sem videl preferjava. Si bil kdaj takrat ima vedno. Si bil kdaj v Romuniji? Ne, nisem bil. V Romuniji pa nisem bil. V Romuniji pa nisi bil. Prav. Mogoče za pogledat, ne? Ja. Prav, naslednje vprašanje, četrto vprašanje. Kakšno papeško ime si je nadel Karol Wojtyla, torej Karel Wojtyla? Papeško ime? Ja. To je bil papež,
nekaj časa nazaj je bil papež. Tako kot naziv ali kot... Tako kot, ja, ta imena, torej zdaj, veš, kdo je papež sedaj? Ne. Okej, potem pa bo to vprašanje težko. Ja. Sedaj je papež tale, papež Frančišek, Ja, ne? Frančišek, ja. Okej, in njemu v resnici ni ime Frančišek, ampak, ne vem točno kako, ampak si je nadel to ime. Aha. Ja, mislim, da je bilo dobro, pa to zamenjamo vprašanje. Prav, bova zamenjala vprašanje. Karel Wojtyla, drugače Janez Pavel II. Aha, ja. On je bil prvi italijanski predsednik, papež. Mislim, da, nisem pa pripričan. Torej, zamenjava vprašanje. Ja. Vprašanje se glasi, kakšen je slovenski prevod besedne zveze Grand Prix? In medtem, ko boš ti razmišljal, si bomo mi privoščili oglase. Pozdravljeni, gledate Poberi v mestu. Z Nacetom sva tukaj na Prešernovem trgu pri vprašanju, ki sva ga zamenjala, kakšen je slovenski prevod besedne zveze Grand Prix? Grand Prix. To je velika nagrada. Prav, odkot bi lahko to izviralo? To je, kot jaz vem, je to največja nagrada na določenih tekmovanjih, ki je lahko podeljena kot neke vrste laureat na raznih tekmovanjih športnih. Prav, predvsem na dirkah. Ja. Super. Pravilen odgovor. Pravilen odgovor in že sva pri petem vprašanju, ne? Peto vprašanje. S čim je bil kronan zmagovalec antičnih olimpijskih iger? Vem, da je bil veliko olivnega olja. Okej. S čim je bil pa kronan? Z krono. Tako je, tako ponavadi krona. Okej. Super, ampak zanima me, kakšna vrsta krone je bila tole. Mislim, ni bila prav krona, no, da ne bom zdaj te preveč zavedal. Ja, tako kot tisti kipa, ne, kakšen venec. Aha, kakšen venec? Oljčni venec. Prav. Prav, dobro si se s tem oljem si se po mojem izvlekel, ker drugače da bi to pustil jaz, da. Torej, veliko oljčnega olja in oljčni venec. Šesto vprašanje. Pripravljen? Mislim, da sem. Katero vrsto svetlobe, ki povzroča kožnega raka, absorbira ozonska plast? UV. Ali? Ultraviolična svetloba. Kaj pa je IR? IR je pa infrardeča svetloba, ki je pa, zdi se mi, da ima nižjo valovno dolžino. In katero absorbira ozonska plast? Ultraviolična. Nisi se pustil zmesti, odgovor je pravilen. In smo že pri zadnjem vprašanju. Zadnje vprašanje se glasi takole. Kateri del očesa se popravi pri laserski operaciji oči za odpravo dioptrije? Zenica. Zenica? Mislim, da zenica. Misliš, da zenica? Ja. Pa lahko našteva še druge dele oči? Roženica, beločnica, steklovina, potem pa še rumena pega, slepa pega. Prav, dobro, to je tam zadaj. Zadaj, ja. Še enkrat te bom vprašal, to je zadnje vprašanje. Vprašanje za 40 evrov. Dobro si se boril, ampak ne smem ti preveč pomagati zdaj pri tem vprašanju. Ja. Torej, vprašanje se glasi, kateri del očesa se popravi pri laserski operaciji oči za odpravo dioptrije? Zenica. Zenica, zadnji odgovor? Zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Žal odgovor ni pravilen. Pravilen odgovor je roženica. Ampak do šestega vprašanja nam je šlo precej dobro. Glede na to, da si glasbenik, tega ne boš ravno potreboval. To bi bolj potreboval kak zdravnik. Mislim, da boš vseeno lahko uspešen na svojem področju. Hvala. Žal, ampak hvala, da si sodeloval z nami. In lep dan, uspešno kariero. Lep dan tudi vam.
Počutim se dosti slabo, zato ker nisem dobil 40 evrov, ker mi ni ratalo vse odgovoriti. Ampak vseeno se mi zdi fajn, ker jaz vedno vzamem možnosti, če so. Tako da probal sem. Vprašanja so bila dosti triki, drugače. Vprašanja so bila dosti triki, to morate priznati. Ampak vseeno, v redu izkušnja. Tako da, hvala. Vsaka zgodba se enkrat konča, tako se je končala tudi ta oddaja Poberi v mestu. Naslednjič se mogoče vidimo v vašem mestu, tokrat smo se sprehajali po ulicah Ljubljane in marsikomu podelili 40 evrov nagrade. 7 vprašanj in 7 pravilnih odgovorov vam bomo postavili še naprej, vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na TV3. Gledajte nas še naprej, jaz pa grem med tem en krog okrog Ljubljanskega griča, lepo se imejte.